Lepo pozdravljeni v tretji epizodi podcasta Naložbeni navdih, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Generali Investments. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako Slovenci vlagamo, od ljudskih obveznic do vzajemnih skladov. V tej epizodi bosta z mano gosti Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem na Ministrstvu za finance, in Melita Rajgal-Ozebek, predsednica uprave Generali Investments. Dobrodošli. Živijo. Preden gremo v našo zanimivo debato, bi vaju prosil samo, da se na kratko predstavita. Bomo začeli z vami, Melita. Zadnji 2 leti vodim Generali Investments kot predsednica uprave. Drugače sem po izobrazbi pravnica, vendar me je očaral svet financ, tako da sem zvesta skladom in financam že več kot 20 leti v naši družbi. Drugače sem športna navdušenka, tako da verjamem v to moč vztrajnosti tako v športu, kot tudi v poslu. Hvala. Urška? Ja, tudi jaz sem po izobrazbi pravnica, že kar nekaj časa delujem na Ministrstvu za finance, že nekaj časa generalna direktorica Direktorata za finančni sistem. Zdaj, moja poglavitna vloga je v tej vlogi, da skrbim za ustrezno regulativo za finančne institucije, ki pač prenaša evropski pravni red, in v zadnjem času zelo aktivno izvajamo tudi strategijo razvoja trga kapitala, ki je tudi za nas to zelo pomemben segment, poleg bančnega seveda. No, o tem se bomo tudi še danes pogovarjali. Zdaj, preden gremo v tiste naše predvidene teme, me zanima čist vajno kratko mnenje glede aktualnega dogajanja. Ne? Videli smo, da se je trgovinska vojna razplamtela, borze krvavijo, potem se zdaj že malo odbijajo nazaj, tudi slovenska borza ni ostala, kako bi rekel, nedotaknjena, mislim, da je tržna kapitalizacija Krke takrat konkretno padla za 10%. Vajen pogled na tole. Ja, mi vidimo to kot priložnost. Dejansko kot priložnost, čeprav razumemo, da je včasih vlagateljem tudi težko. Ampak zgodovina nas uči, da za vsako krizo, za vsako tako situacijo svet izide še močnejši in da je dejansko to priložnost. Tako je bilo recimo pri veliki finančni krizi, omogočila je razvoj spletne trgovine, pametnih telefonov, digitalizacijo. Tudi COVID ni ustavil storitev, ampak je dejansko omogočil nove inovacije in tudi razvoj umetne inteligence. Tako da smo prepričani, da bo gospodarstvo iz tega išlo še močnejše in zdaj je pač izjemna nakupna priložnost, seveda za ustrezna prostna sredstva. Kaj pa ta psihološki vidik? Ne? To je problem zdaj, seveda, kdaj so posamezni investitorji vstopali v investicije. Ne? Zdaj, tisti, ki so že dolgo v igri, so verjetno tudi že par teh ciklov videli v živo, so recimo temu, da bolj izkušeni. Zdaj, tisti, ki so pa pozno vstopali, pa jim je to neki prvi tak negativen cikl, je pa verjetno lahko kar problem. Hiter izstop in vprašanje, kdaj pridejo nazaj. Ja, ravno to, ampak to je ravno najslabše. Ne? Dejansko to je tek na dolge proge in treba je biti discipliniran in tako, kot si lepo rekel, postopnost varčevanja, da dejansko kupuješ, ko je v dobrih in v slabih časih. Ampak zadržam vedno posebej sonce in tudi zdaj bo. Tako da smo videli, včeraj so bile borze že v zelenem, to je v bistvu nihanja bodo. Nihanja bodo, ampak dolgoročno pa trg raste. Okay. Urška, kdaj bo posijalo sonce? Ja, vsekakor se lahko strinjam, naravno okolje je nepredvidljivo, nihanja so nekaj običajnega na kapitalskih trgih, kapitalski trgi so tega navajeni. Vesela sem, da je nazaj odboj tudi v zelene borzne indekse, tako da upamo, da bo šlo to tudi naprej. Z našega vidika, kot sem rekla, nekako skrbimo za to, da je sistemsko vse urejeno, da je regulatorno okolje tako, da omogoča čim bolj optimalno poslovanje tako vlagateljev kot institucij, ki sodelujejo na trgu. Je pa to priložnost, se strinjam za Melito, za mislek o novih naložbenih priložnostih, tudi mogoče malo srednjeročnih, dolgoročnih, tako da vsekakor je na mestu premislek. Svet se spreminja, hiter cikli gor dol, zdi se pa, da investicijske navade Slovencev ostajajo bolj ali manj enake. Bral sem eno poročilo Banke Slovenije o stanju finančnih sredstev na bančnih računih konec leta 2024, več kot 27 milijard, od tega samo 15%, kar cirka 4 milijarde v dejansko vezanih vlogah, torej v nekih depozitih, vse ostalo torej neobrestovano. Zdaj, če si
predstavimo, če vzamemo en benchmark inflacije ECB-ja, ki ne bi bil tam 2%, pa vemo, da je realno sigurno bistveno večja, ne, zgubiš ti kot recimo posameznik, ki ima takole na bančnem računu več kot 15% v 10 letih, ne, te realne kupne moči več kot 30 v 20. Ne. Zdaj, Urška, tvoje mnenje čist, kaj to povezujemo z neko finančno pismenostjo Slovencev, da ne poznamo mogoče naložbenih priložnosti, ali kje iskati ta razlog? Ja, mogoče bi dve zadevi izpostavila. Vsekakor je finančna pismenost, nekako nezavedanje prebivalstva, katere so ostale naložbene možnosti, kako lahko razpršijo svoje prihranke tudi na kapitalskem trgu. Druga mogoče pa stvar je pa tudi v tem, da bančna tradicija, izkušnje mogoče tudi iz preteklosti, tudi sanacije bank, to smo tudi nekako študirali, tako da vse to vodi v to, da je večina prihrankov trenutno v depozitih, katere pa želimo nekako premakniti na kapitalski trg, sploh z izobraževalnimi kampanjami, so bomo več v nadaljevanju povečane finančne pismenosti. Tako da se bodo prebivalci v bistvu zavedali priložnosti, tveganj, v celoti poznali produkte. Pa ste na ministrstvu naredili kakšno oceno? Mislim, tako obstajajo to neke kvantitativni podatki, recimo glede te finančne pismenosti. Ja, to smo se zelo veliko ukvarjali, ko smo pripravljali nov program finančnega opismenjevanja. Je pa situacija v praksi taka, kup je nekih študij, ki med seboj niso primerljive, temeljijo na različnih izhodiščih, tako da je res težko podati neko pravo oceno, kakšno je trenutno stanje finančne pismenosti po segmentih prebivalstva. Smo pa ravno zato se nekako prijavili na projekt tehnične pomoči Evropske komisije, da bo zunanji neodvisen izvajalec izvedel študijo, kakšno je stanje finančne pismenosti od najmlajših do najstarejše populacije, predlagal še dodatno poleg našega programa, kateri bi bili pravi izobraževalni pristopi in kje so manjki. Tako da čakamo, to bo v tem letu ta študija dostopna in bomo videli, če se da tudi na tej osnovi nekako nadgraditi naše aktivnosti. To je pa čisto v domeni Ministrstva za finance. Ja, sodelujemo seveda tudi z Banko Slovenije, z regulatorji, ki imajo tudi veliko vlogo pri tem, da ozaveščajo prebivalstvo, kakšne so možnosti, kakšne so tveganja, da dajo vse dostopne informacije. Veliko sodelujemo tudi z Banko Slovenije, že zdaj v praksi, projekt je Bodifin, namenjen za mlade, tako da je kar nekaj izobraževalnih programov, tudi sa strani industrije, kar pa želimo nekako pod okriljem tega programa povezati in nekako usmeriti ciljno. Se kar veliko ukvarjamo zdaj s temi vprašanji pismenosti. Ja. Tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, mislim, da 2-3 leta nazaj bil sprejet ta zakon, ki naj bi odpravil oziroma naslavlja digitalno nepismenost, tako da se je treba očitno s tem res sistemsko ukvarjati, če to želimo rešiti. Melita, kaj pa tvoje mnenje glede nekega osnovnega znanja ali pa poznavanja Slovencev kot teh naložbenih možnosti, pa recimo temu kar finančne pismenosti, glede na to, da poznate sigurno situacijo na terenu? Ja, nedvomno vidimo, da je veliko priložnosti za izboljšave. Ker dejansko jaz mislim, da večinoma izhaja to že iz navad, ki jih dobimo iz otroštva, že iz zelo mladih let. In naši otroci denar ne dojemajo več kot nekaj zaprjet, ampak že bolj digitalnega in je tukaj nek manko. Potem nedvomno tudi neko v bistvu nezaupanje, kakšne negativne izkušnje in pa dejansko pomanjkanje informacij in tudi znanja. Ker več znanja je dejansko tudi več zaupanja. In tako da to je res neka priložnost, ki jo pač moramo v bistvu skupaj nasloviti, da se ta kultura dvigne in v korist celotne države. Mogoče čisto za komentar obeh na tole mnenje, ta kultura, da se dvigne. Zakaj Slovenci še vedno prva asociacija ob besedi varčevanje bo bančni depozit? Kako zdaj to kulturo spremeniti? Vemo, da to ni tako enostavno. To je najtežje, ker to pomeni, da moramo sebe spremeniti. In to je v bistvu zelo težko. Dejansko smo pa Slovenci bolj konzervativni iz vseh teh razlogov, ki sem jih v bistvu povedala, kar je škoda. In če imaš večje znanje, potem si tudi upaš več tvegati, je škoda, da v bistvu 47% denarja slovenskih gospodinjstev leži tako, da ni v pogonu. Da pač dejansko mrtev kapital. Ja, in to je v bistvu grozljivo. In če samo primerjamo z Ameriko, tam dejansko otrok že od majčkega naprej pridobiva določena znanja, veščine in pač veliko se naučimo že v otroštvu. In če takrat ne začneš in takrat se s tem ne ukvarjaš, je to zelo pač težko nadomestiti. Pa tudi, kar vidim, je nekako pomanjkanje te
dolgoročne perspektive, ne? Da se ti zavedaš, da pač je treba postopno in na dolgi rok. In vemo, so tudi določene rešitve države, ki so super, to je recimo pač ta pokojninski del, ki lahko dodatno varčujemo, ampak zadnjič je minister za finance pojasnil, da samo 3% prebivalstva se za to odloči, kar pomeni, da tudi neke dobre rešitve, ki so se pa zelo malo primejo pri prebivalstvu in to je škoda. In tukaj dejansko res to, da je treba to dolgoročno noto, to odpraviti, to konzervativnost, da ljudje bolje razumejo, da pač v redu so bolj tvegani naložbeni razredi, ki omogočajo rast, pa manj tvegani, ki pač omogočajo varnost, obveznice in pač neko širino in da pač si svoj portfelj pač prilagodiš seveda na sebi in na to, na svoje zmožnosti. Tako da to je velika priložnost za v bistvu dejansko celotno državo. No, recimo o tem se pogovarjamo že leta in leta, o tem, kako smo Slovenci poznani potem, da imamo veliko depozitih. Zdaj je bila omenjena Amerika, Združene države Amerike. Kaj pa recimo kakšen primerjava s kakšno drugo evropsko državo? Recimo tukaj, včeraj smo bili na slovenskih dnevih kapitalskega trga in je bilo omenjeno, da smo z Grčijo najslabši po finančni pismenosti. Tako da super bi bilo, če bi bilo boljše. Se vem, da smo v kripto najboljši, ampak pa Hrvati takoj za nami. To so vse podatki Evropske unije, Evropske komisije, pardon. Tako da ni korelacija med kripto pismenostjo pa finančno. Dejansko je v bistvu to tek na dolge proge in pri majhnih otrocih je treba začeti, ker zdaj se dejansko srečajo z denarjem bolj v virtualnem svetu in ga vemo podatki po Evropi so, da je veliko najstnikov zadolženih. In to je v bistvu grozno. Ti moraš imeti to dolgoročno perspektivo, tudi neke cilje in potem si za njih prizadevaš in tudi veš, zakaj varčuješ in ti to, kot je bilo na začetku povedano, svet se skozi hitreje vrti, če imaš ti dobre osebne finance, to povzroča manj skrbi in pač boljšo gradnjo svoje finančne prihodnosti. To je tako enostavno. Ja, v bistvu tako mislim, da imamo dve skrajnosti. Večina prebivalstva v depozitih, v bankah. Druga skrajnost je pa, da imajo sploh mladi pa veliko v kriptovalutah, kjer računajo na visoke donose. Ni pa neke te vmesne poznavanja, katere so še ostale naložbene priložnosti, obveznice, delnice, vzajemni skladi, tega pa ni. Tako da se pravi, finančna pismenost od osnovne šole naprej je ključna. In tudi tukaj računamo tako na regulatorja kot na industrijo, da nam bo pri tem pomagal. No, to smo že v enem prejšnjih podcastov ugotavljali, da v bistvu smo res Slovenci znani potem ali ta apetit za tveganje, da je lahko maksimalen ali pa zelo, tako. Zdaj pa mogoče, da gremo kar na konkretno, kaj se dogaja. Veliko novih stvari je bilo predstavljenih v zadnjem letu, dveh. Verjetno to bomo govorili potem tudi v kontekstu teh ukrepov, ki so za spodbujanje kapitalskega trga, predvsem verjetno za spodbujanje malih vlagateljev, da vstopi na kapitalski trg. Individualni naložbeni računi so ena noviteta. Moram reči, da tudi jaz sem, zdaj, ker sem se pripravil na ta podcast, veliko novega zvedel o teh individualnih naložbenih računih. Predstavljal sem si jih čisto drugače, da mogoče kaj je priložnost, da se pojasni zdaj na tem mestu, kaj so to sploh te individualni naložbeni računi. To je zelo pomemben projekt za nas v okviru strategije razvoja trga kapitala. V bistvu imamo pripravljen osnutek zakona, ki je nastal v okviru širše delovne skupine, kjer je sodeloval tako regulator kot predstavnik industrije, ker želimo tudi, da se zakon v praksi prime pri ponudnikih in pri vlagateljih. Zdaj v bistvu bom res osnove povedala. Individualni račun je neke vrste trgovalni račun, ki je namenjen predvsem za male vlagatelje. Imamo dva poglavitna cilja. Prvi cilj je, da želimo vlagateljem na kapitalskem trgu ponuditi nove naložbene priložnosti, da te prihranke, ki jih imajo v bankah, razpršijo tudi v finančne inštrumente. S tem pa drugi cilj naslavljamo tudi nekako okrepitev trga kapitala v Sloveniji. Zdaj, katere so ključne značilnosti takega računa? Imetnik računa je lahko polnoletna fizična oseba, ki ima rezidentstvo v Republiki Sloveniji. Pomembno je, da vsak prebivalec lahko odpre samo en račun in samo enkrat. Z vidika varstva malih vlagateljev imamo zelo podrobno urejeno, kaj so bistvene vsebine pogodbe, kakšne so obveznosti ponudnikov. Kdo so lahko ponudniki? To so vsi, ki imajo bodisi dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za investicijske storitve, podružnice oseb iz drugih držav. Omogočili smo pa tudi, zaenkrat je predvideno, da lahko upravljajo oziroma nudijo te storitve tudi osebe iz drugih držav članic neposredno prek svobode upravljanja storitev. Ta račun ima nekaj značilnosti. Določeni
določeni so v bistvu zneskovne omejitve. Celotna vrednost, ki jih lahko v bistvu plačate v račun, je 150 000 evrov. Letno. Celotno. Prvo leto lahko 20 000 evrov, potem pa na vsako nadaljno leto 5 000 evrov. Moramo vedeti, da ciljamo predvsem male vlagatelje in njihove te finančne zmožnosti. Ker pa želimo okrepiti tudi trg kapitala v Sloveniji, pa je možno plačati dodatnih 5 000 na leto, če se vplačajo finančne inštrumente slovenskih družb, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Kar pa sicer ni omejitev, kam se vlaga? Sicer pa ne, v njih je pa v bistvu na finančne inštrumente so določeni v zakonu, delnice, obveznice, ETF-i, tudi vzajemne sklade smo vključili, ki so pač kotirajo oziroma so uvrščeni na EU, EGP in OECD trg. Tako da nabor finančnih inštrumentov je dovolj širok, da se omogoči razpršitev tveganj. In te recimo omejitve, za skovne, ki si jih povedala, to so dejansko samo ta neto plačila. Torej, to so neto plačila, to se ne šteje. To pa ne, to se v bistvu ne števa. Kaj je tudi bistveno? Ocenjujemo, da ta račun ponuja ugodnejšo davčno in administrativno obravnavo. Davčna obravnava trenutno je predvidena, da se v bistvu obdavči donos ob izplačilu za 15% davčno stopnjo. Če držite sredstva na računu najmanj 15 let, je izplačilo neobdavčeno. Kar je pomembno za malega vlagatelja, je tudi to, da davčni odtegljaj izvede ponudnik, torej on s tem ne bo imel nobenih obveznosti in seveda v vmesnem obdobju, ko vi prodajate, kupujete finančnih inštrumentov, ni obdavčitve, torej ne nastane davčni dogodek. To je administrativno zelo v bistvu ugodno za vlagatelja. Zdaj pa čisto plastično, ko bo šel recimo en posameznik odpreti eno borzno posredniško družbo, tak račun bo imel tam možnost odpreti nek klasičen trgovalni račun in potem tale individualni. Tako. Okay, to bo mogel povedati tam in potem se mu seveda potem prilagodi. Ponudnik že po veljavnih pravilih mu mora nuditi v bistvu vse te ključne informacije, ga opozoriti na tveganja, opozoriti, da pač ne nalaga v skladu z svojimi finančnimi možnostmi, predstavi nabor inštrumentov, pogodbo. Zdaj tako vplačila, izplačila so načeloma v denarju na ta račun. Je pa predvideno, v bistvu sta dve izjemi. Če se nekdo odseli iz Slovenije, ni več rezident, ima možnost mirovanja računa. To upošteva dejstvo, da se ga lahko samo enkrat odpre. Pa v tem primeru lahko, da ni prisiljen prodajati, lahko prenese na svoj trgovalni račun. Klasičen, tako, če ga ima status tistega obdavčitve ali kako? Tako. Pa v primeru dedovanja, da se ne sili tistega, ki je podedoval INR, ta individualni račun, da lahko prenese finančne inštrumente na trgovalni račun, če ga ima. Okay. Da to so neke... to je neki čist nov instrument, ki ga do zdaj nismo poznali. Je pa verjetno v tujini to praksa. Smo se kar zgledovali po primerjalno pravni ureditvi, Italijanska, Velika Britanija, je kar nekaj takih primerov. Ko pa spremljamo tudi razvoj pa razprave na ravni EU, Evropske komisije, se tudi razmišlja o takih produktih, da bi se nekako poenotili pravila, tako da očitno gremo v pravi smeri. Malo prehitevamo tokrat Evropsko unijo. Super, da bodo drugi nam sledili. Melita, kje so potem zdaj, kje se pozicionirajo vzajemni skladi znotraj teh INR-jev, kako se jim reče, in mogoče čist konkreten splošen nasvet recimo nekomu posamezniku, ki bo odprl tale INR glede ene diverzifikacije. Slišali smo, da je kar širok nabor instrumentov, kar je seveda spet super za vidika diverzifikacije, pa do tega, da ljudje spoznajo različne instrumente. Nas zelo veseli, da so tudi slovenske družbe za upravljanje del individualnih naložbenih računov, kakor je praksa tudi v tujini, ker je v bistvu logično, glede na to, da so vzajemni skladi tako enostaven, varen, pa tudi priljubljen način varčevanja. Zdaj, če lahko rečem kar konkretno, pač vlagatelj se bo lahko odločil, želim odpreti pač individualni naložbeni račun, šel bo pač do ponudnika, tako kot je bilo lepo rečeno, in se bo odločil, jaz želim vplačevati določen znesek, seveda znotraj teh omejitev. Izbral si bo tudi naložbeno politiko, lahko bo v bistvu se odločil za kombinacijo recimo obvezniško-delniškega portfelja, lahko bo tudi to prilagajal čez v bistvu celotno to obdobje, ampak bistvo pa je to, da bodo tukaj sredstva ločena na tem individualnem naložbenem računu, recimo tudi, če so vzajemni skladi, če bi imel samo v vzajemnih skladih, bi bilo to na ločenem računu, ki bi se pač tako imenoval, za katerega je pa bistvo, kot je zelo lepo Urška povedala, da pač je dejansko davčna ugodnost ta.
iz katerega razlog, zakaj bi se za to odločil, ne, da pač bo pač manj obdavčen in na ta način tudi bolj varno ali pa predvidljivo spremljal svoje sredstva. Ne. Tako da znotraj tukaj je pač stvar njegovih preferenc, kako se bo odločil. Pač vemo, da pač obveznice so nek varen svet, delnice malo bolj z vidika rasti. Vzajemni skladi imajo tudi zelo široko paleto, tako da tukaj bo pa v bistvu čisto stvar, kako se bo to predstavljalo, ampak mi vidimo to kot en zelo pozitiven instrument. Se pa na koncu odvisno tudi, bom rekla, v te davčne spodbude, ne, ker ali je ta taka, da privabi, ne, in to je ključno in jaz samo želim, da bi država čim bolj spodbujala dolgoročno varčevanje. To je to. Kripto pa niste dal noter, Ne. da bomo Slovenci to kradi. To pa ni treba spodbujati. Ja. Jaz mislim, če lahko dodam, za malega vlagatelja je ključno, da je tudi administrativno čim manj obremenjen. To, kar sem prej omenila, seveda je tudi davčna obravnava. A ne? Tudi ima možnost, da prehaja med ponudniki, a ne? Prenese svoj INR na drugega ponudnika. Za malega vlagatelja je tudi v bistvu pomembna stroškovna komponenta, a ne? Tako da tukaj računamo nekako na ponudnike, da nam bojo šli nasproti. V trenutni verziji zakona je predvideno, da bo podan letno prikaz tipskih stroškov po posameznih ponudnikih. Obliko bo predpisala Agencija za trg vrednostnih papirjev. Tako da tudi z vidika transparentnosti, da bo vlagatelj ta vidik poznal, pa da bo poznal vidik, kakšne inštrumente v naboru produktov nudijo posamezni ponudniki. To je zanj tudi bistveno, bojo morali ponudniki javno objaviti, ne, da bo lahko prehajal tudi med njimi. Pa bo tudi omejitev, kakšna glede stroškov, kako narediti tudi to, da sta si, vidimo davčni vidik je bolj ugoden, ampak tudi verjetno sami stroški vodenega računa, trgovalnega pa tega le ne. Ja, zdaj, da bi kaj zakonsko prepisali omejitve, to ne, sem pa tako, kot sem omenila, dal z vidika transparentnosti, primerljivosti te tipske stroške, da so prikazani na enak način. Ne? Da imaš ti spol, kalkuliraš, imaš v bistvu to pojasnilno dolžnost. Tako je, ki je že zdaj dosti detaljna. No? Ja. In zdaj sem še tale davčni vidik, ne gremo v detajle, ampak zdaj imam na tem računu in zdaj, dokler si jaz ne izplačam, dokler samo menjam med različnimi naložbenimi razredi, sem še vedno znotraj tega. Tako, davčni dogodek ne nastane takrat. Tako, in to se mi zdi zelo bistveno. To je mislim, da tudi pomembno. Ne, in še ko je izplačilo, ga ne v bistvu izpolnite vi, ampak ponudnika. Ne, tako da ti še to, da se ne obadajo s tem v bistvu. Ja. Še ena novost se je zgodila lani februarja, ljudska obveznica, tudi ta, vem, da sta bile do zdaj dve, ena se je zaključila marca letos vpis, tista prva je bila februarja lani, obe zelo uspešni, tudi zdaj čisto en nov instrument, v katerem smo, saj jaz tudi takrat prvič prebral. Kje ste pa to takrat pobrali, pa prinesli v Slovenijo, odkje prišlo to? Zdaj v bistvu tudi preko te izdaje obveznice nekako krepimo finančno pismenost posameznikov. To smo v bistvu ocenili, da gre za inštrument, ki sicer je seveda pomemben za upravljanje javnega dolga in premoženja države, ampak je tudi pomemben oziroma lahko okrepi zanimanje posameznikov. Zakaj? Ne? Če pogledamo, kaj je obveznica, to je dolžniški vrednostni papir. V praksi z nakupom take obveznice imetnik da posojilo državi za določeno obdobje, konkretno za 3 leta. Po preteku tega obdobja dobi izplačano, torej ob dospetju glavnico, vsako leto pa dobiva vnaprej določene obresti po vnaprej določeni stopni. Zakaj je to pomembno za malega vlagatelja? Ker za obveznosti jamči država, ne? In ta vidik varnosti. Zato smo se v bistvu odločili. Izkušnja je dobra, tudi letos je bila zdaj uspešna. Letos, če pogledamo, milijonov prva, oziroma 258 milijonov prva, pa ta 250 milijonov, če se ne motim. 250 druga, s tem, da je bil en del, mislim, da 27 milijonov dan vzdrževalcu likvidnosti banki, ki skrbi potem, ko enkrat obveznica da je ponudba povpraševanje. Bistveno je tudi to, koliko trgovalnih računov je bilo odprtih. Mislim, da je bilo letos 2940. Tako da, za drugo izdajo. Za drugo izdajo. Za 5600 nek tak podatek. Ne? Tako da to je zelo pomemben podatek, koliko ljudi je premaknilo se na kapitalski trg. To je pomen, točno ta številka odraža vstop novih malih vlagateljev na trg. Ja. Zdaj, še en podatek me je zelo presenetil, mogoče komentar bi prosil od obeh. Za tole drugo obveznico sem videl, da je bilo več kot tretjino vlagateljev starejših od 65 let. Tale starostna kategorija med 18 in 35 let pa samo 4%. Ne? Zakaj? Mislim, kje je zdaj to? Jaz si tega ne znam čisto pojasniti, ne? Ampak mogoče bi lahko videli.
Nekaj je tudi že v akumulaciji sredstev, ne? Ampak jaz vidim ljudsko obveznico kot odlično alternativo bančnemu depozitu. Dejansko je bil donos višji kot takrat primerljivo, potem je tudi likvidnost, tudi nižje tveganje, tako da so pa seveda s tem neki minimalni stroški povezani z odprtjem. Tako da po mojem v akumulaciji kapitala pa jaz mislim, da je bil to projekt zelo uspešen in da je dejansko to nek motivator, ki je pomagal dejansko privabiti nove ljudi na trg. Kako pa Urška doseži, da bo pa pri tretji izdaji ljudske obveznice, da bo pa tale procent malo večji? Zdaj, ko jaz gledam te mladi vlagatelji, obveznica, smo v bistvu komunicirali, je odlična priložnost za tiste, ki se lahko na srednji rok 3 leta odpovejo tem prihrankom oziroma jih potem dobijo splačane. Mladi vlagatelji, če gledamo, kam zdaj trenutno vlagajo, so v bistvu večinoma kriptovalute, ki računajo na visoke donose, ampak vseeno nek napredek bo moral biti tudi na tej ravni narejen, ker ko vi kupite obveznico, začne potem tudi kotirati na borzi, postane prosto prenosljiva in kot mladi vlagatelj, če nima namena srednjeročno držati, lahko potem tudi na borzi proda. Tako da računamo, da pri nadaljnjih izdajah tudi z ozaveščanjem, s kampanjami, izobraževanjem pritegnemo tudi mlajše vlagatelje. Ta likvidnost, to, da obstaja sekundarni trg, to je tudi zelo pomembno, ker to pomeni, da če ti kupaš obveznico, ti ni treba čakati do dospetja, ampak lahko seveda prej prodaš. In recimo tukaj se je do zdaj izkazalo, da trg je likviden, to na Ljubljanski borzi kotira in se je dal prodati. To si lahko še zaslužil, si lahko še mislim, da neki procentov več dobo. Tako imamo tudi uradnega vzdrževalca trga, ki skrbi za likvidnost, za ponudbo povpraševanjem. Tako da, kot sem omenila, takrat so obveznice prosto prenosljive, lahko jih kupi kdorkoli, mora pač ta pravi moment zbrati, sam spremljati tudi. Tako da ta vidik je tudi z vidika likvidnosti trgovanja zelo pomemben. Pa jaz sem bral, da so te ljudske obveznice posebej prilagojene posameznikom. Torej, v čem je ta prilagoditev? Recimo z eno klasično obveznico državno, ki pa kupi, ali pa korporativno, ki pa kupi recimo ena banka ali pa Zdaj pri izdaji obveznic se je gledalo oziroma ciljalo tudi na to, da je na voljo čim širšemu krogu prebivalstva. Da se ne bi kopičile te obveznice pri majhnem krogu. Zato so tudi tukaj zneskovne omejitve. Letos je bila minimalno plačilo 1000 evrov, maksimalno pa 250 000 evrov. To se je nekako cenilo, da je še tista meja, ki omogoča dovoljšno razpršitev med prebivalstva. Medtem ko lani je bila ta meja zgornja nižja 100 000, kar smo pa zdaj v bistvu dvigali. To je ta moment. Kar je pa še fajn, je pa to, da je tudi davčna obravnava ugodna, je primerljiva z obdavčitvijo obresti pri bankah, torej do 1000 evrov ni obdavčitve. Tako da to je tudi davčni stimulans tukaj, ki lahko pritegne vlagatelje. Verjamem, da je to marsikoga pritegne, ker vem, kako tudi veliko ljudi deponira v raznih na 26 in podobnih tehle, ki tudi ne plačajo potem davka. Kaj pa pogled General Investmentsa na ljudsko obveznico? Je to neposredna konkurenca? Je to neka taka komplementarna naložba? Je ta ljudska obveznica mogoče bolj alternativna naložba depozitu? Ljudska obveznica je oboje, dejansko. Tako, kot sem že rekla, je v bistvu odlična alternativa bančnemu depozitu, sploh za ta del portfelja, ki ga vlagatelj ocenjuje, da je bolj likviden pa bolj varen. Tako da v bistvu, kot so pač obveznice, skladi denarnega trga in podobno, in jaz mislim, da je bil zelo lepo tudi skozi številke prikazano, pač višji donos, nižje tveganje, višja likvidnost, tako da tukaj nedvomno je pa tudi konkurenca vzajemnih skladom, predvsem skladom denarnega trga in tudi recimo kakšnim obvezniškim skladom. Ampak tukaj zgolj z vidika, bom rekla, seveda likvidnost je podobna, tudi tveganje je podobno, za donos bomo pa videli, kakšen bo na trgu. Tako da ne moramo pa reči, da ni. Tako da v bistvu tukaj gre za pač podoben svet, ki je pač bolj varen. In v bistvu za nas je samo pomembno, pa ključno, da čim več ljudi to prepozna in se odloči za te možnosti, ker so v bistvu zelo enostavne in obveznice so v bistvu nek res tak stabilen instrument, ki omogočajo tudi predvidljiv donos in je škoda, da se ljudje več za to ne odločajo. Torej bi priporočali, da se doda tudi ljudsko obveznico v investicijski portfelj. Zakaj pa ne? Ali pa tudi sklad denarnega trga. Mi imamo tudi sklad denarnega trga, ki je podobno, tako da v bistvu je pa problem v tem, da ljudje ne poznajo teh instrumentov in ne vejo. To so v bistvu
stabilne, varne naložbe, kjer je tveganje minimalno. To pomeni, da tudi za konzervativne slovenske vlagatelje je to zihar zadeva, ki bi se jo mogli še več. Samo iz bančnih računov je to treba spraviti. Mogoče še eno vprašanje, Urška, zate. Bral sem veliko komentarjev glede teh ljudskih obveznic, glede donosov. Tista prva je imela donos 3,4%, ta druga samo 2,75%, ampak dejansko vsi so rekli, pa zakaj zdaj to nižja obrestna mera. Ampak seveda nobeno upošteva nekega dejanskega ekonomskega stanja. Ekonomsko okolje, tako da v bistvu je to še vedno vrhunski donos. Mogoče čist komentar. Tako je bilo rečeno, v bistvu naša zakladnica, ko določi to obrestno mero, ob izdaji vsekakor upošteva okoliščine za zadolževanje, za makroekonomsko okolje in tudi, kaj bi bilo še vedno privlačno za male vlagatelje, prebivalstvo, in mislim, da je tudi ta, ki je bila letos določena, optimalna tudi za prebivalstvo. Mi pa mogoče še glede prejšnje teme, kaj je obveznica v primerjavi z ostalimi finančnimi inštrumenti, jaz tudi štejem, da je nekako komplementarno. Obveznica za marsikoga predstavlja prvi korak, prvo soočenje s kapitalskim trgom, prvič odpre trgovalni račun in je potem priložnost, da se poda še v kaj drugega oziroma spozna še druge produkte. Mislim, da jaz osebno, recimo, sem dal v življenju vse čez, na začetku delnice, spomnim se Mercator, Gorenje, pol vzajemne sklade, Balkan, Azija, potem zdaj čist kripto, ampak moram reči, da zdaj prvič v življenju, da zdaj imam hčerko, pa recimo, da sem začel tudi malo razmišljati, kaj bo čez 20 let, prvič recimo, da jaz razmišljam tudi o kakšnih obveznicah, ampak čisto enostavno, zato ker sem malo prebral, pa videl kakšne grafe, kaj pomeni obrestni račun, kaj to pomeni, da je, če imaš ti neke prihranke na stanje, kaj pomeni, da imaš ti 2, 3, 4, 5% letnega donosa, kar se seveda nabere. Tako da včasih bi jaz res ljudem svetoval, da pač si čim bolj probajo neko plastično predstavo ustvariti, kaj to pomeni. Tudi en tak money market investicija v en tak sklad. Mogoče vajen komentar glede, smo se tudi prej pogovarjali, vidim, da ste rekla, glede potrpljenja in investiranja igre na dolge proge. Ja, mi velikokrat, sploh za konzervativne vlagatelje, najprej jim probamo predstaviti prav sklad denarnega trga, da je to kot neka učilnica, da probajo in vidijo in spremljajo. Ker dejansko je tako, da potem pa imaš več informacij in lažje se odločiš tudi, da preneseš sredstva, se pravi naprej v obvezniški sklad ali pa v delniškega. Bolje v bistvu poznaš zadevo, zato ker v bistvu so zadeve zelo enostavne, z enim podpisom pristopiš, sam na nek način se ljudje mogoče imajo nek strah. Tudi mi opažamo, ko vlagatelji pridejo do finančnega svetovalca in se prvič pogovorijo, potem je takoj lažje in še 2-krat pridejo in potem se odločijo. Ker pač pridobijo določena znanja, bolj razumejo, zakaj sploh gre in je lažje. V bistvu, to se strinjam. Jaz mislim, da je ključno, ko pride do stika vlagatelja z ponudnikom teh storitev, je tudi regulativa taka, da je pojasnilna dolžnost zelo stroga. Ponudnik mora seznaniti vlagatelja z tem, da mora biti njegova odločitev v skladu z njegovimi možnostmi, z vsemi tveganji, priložnostmi, in tukaj tudi preko tega dobi neko dodatno znanje, da se potem lahko odloči za katerokoli od vrst finančnih inštrumentov. Tako da kaj pa ta strah, da smo imeli malo strah, to sigurno obstaja neka barijera, da ljudje ne menjajo teh svojega depozitov za kaj drugega. Jaz se spomnim, to je bilo še v mojih časih faksa, kaj to leto 2008, je obstajala ena taka, mislim, da bi na ekonomski fakulteti nekdo naredil simulacija borze. V bistvu si imel ti nek virtualni, fiktivni denar in si potem ti vlagal v te slovenske delnice in potem bilo celo tako neko tekmovanje. Recimo, to je bil tudi eden od mojih začetkov. Takrat sem jaz malo testiral te strategije, bomo dali v Krko, ki je bila vedno tista stabilna dividendni donos, ali bom dal kakšno malo bolj rizično. Mislite, da bi bilo to še smiselno nekaj takega, ali pa obstaja mogoče kaj takega, da bi bil pa to tudi en tak začetek, da se da enemu, pa malo zdaj probi, pa investiri svoj fiktivni denar v en tehnološki sklad, pa v en money market sklad, pa mogoče čisto kot... Nedvomno, mi večinoma vse marketinške akcije, ki jih imamo, probamo na nek način, da vlagatelju potem tudi na koncu podarimo nek vložek v vzajemni sklad in skozi to se potem on spozna in spremlja pisto, kaj se dogaja. In vlagatelji, predvsem, ko se za nekaj odločijo, želijo vedeti, da so se dobro odločili in da dobro to razumejo. Sigurno je na začetku nek strah, ampak potem, ko pa razumejo in ko to spremljajo, zelo pomembno je tudi to, da imajo stik s finančnim svetovalcem, ki jim, bom rekla, odgovorila na vsako vprašanje in res neko partnerstvo, nek odnos zgradi, da lahko v primeru
kakršne koli zadeve pokličejo, naši svetovalci so zelo odzivni in potem je lažje, ker pač razumeš, zakaj je tako. Moram tudi pohvaliti, imamo zelo odlične v bistvu tedenske novice, kjer mi v bistvu razložimo, zakaj je tako, kaj mislimo, da bo, kaj je potrebno narediti in če to spremljaš, pa to 3 minute na dan, imaš neko sliko in si ti dejansko skozi v stiku s tem in se v bistvu lažje razloži, zakaj grejo te zadeve. Se pa strinjam, v bistvu na borzi zdaj, ker je ta indeks strahu, VIX, je tudi neko merilo te volatilnosti, vidimo, kaj se dogaja, ampak to je pa že za bolj sofisticirane, tako da so pa odlični produkti, tudi revija Moje finance, kot je ta vlagatelj Max in podobno, po tem estonskem vzoru, jaz mislim, da so super, ker na ta način se na konkretnem primeru lažje približa. Tudi mi se trudimo, imamo ogromno brošur, kaj se zgodi, če vložiš 10.000 evrov, kdaj je kaj, ker to so pač konkretni primeri, kjer mogoče lažje razumeš. Jaz sem vlagateljica v Vzajemnem skladu od leta 2005, pa mi je sam žal, da nisem že prej začela tako. Pač takrat so bili balkanski aktualni. Jaz sem, hvala Bogu, po sreči, ne po znanju, pravočasno prodal. Če prej začneš, lažje je. Ja. To je to, pa postopno. To je to. Jaz bi se še malo nazaj vrnil na tole finančno pismenost. Država se je tega lotila zelo sistemsko. Vem, da je bila pripravljena ena strategija. Mogoče, Urška, če lahko malo več poveš o tej strategiji. Zdaj, konec januarja je vlada sprejela povsem prenovljen program finančnega opismenjevanja, nacionalni program. Ta program je tudi nastal v okviru zelo široke delovne skupine, sestavljene z predstavniki ministrstev, regulatorjev in industrije. Nekako je bilo osnovna ugotovitev, da v praksi že obstaja veliko izobraževalnih vsebin, kampanj, ampak je to nekako treba povezati. Zdaj, čisto na kratko, kaj je bistvo tega programa. Nacionalni program zajema tako prebivalstvo, prepoznali smo pa tudi potrebo, da je potrebno o novih oziroma dodatnih možnostih financiranja izobraziti mala srednja podjetja, torej tudi segment podjetij. V bistvu, da ne bi bil ta program samo črka na papirju, smo pripravili akcijski načrt. V kratkem bo ustanovljen svet vlade, tudi široko zastavljen, ki bo dajal v bistvu ključne usmeritve, na katerih področjih in kako pristopiti. Mi bomo v bistvu pristopili k izdelavi osrednje spletne strani. To, ko smo se prej pogovarjali, ta strah je posledica neznanja ali pa tudi nedostopnosti vsebin. Tudi preko te osrednje spletne strani načrtujemo določene interaktivne vsebine, ta simulacije, to, ko smo se prej pogovarjali. Tako da bo v bistvu to zaživelo v praksi. Resno smo se lotili tega programa, omenila sem, da bomo počakali tudi izsledke Evropske komisije, ki bo pokazala, kakšna je finančna pismenost. Sam program predvideva tudi določene kazalnike KPI-je, da bo čez nekaj časa v praksi lahko ocenjeno, kako je ta program zaživel. Tako da je kar nekaj aktivnosti na temo tega programa. Glavni cilj je pa dvigant nivo finančne pismenosti. Ko smo rekli, to ne bo naslovljeno samo na prebivalce, ampak tudi na mala in srednja podjetja. Predvsem na prebivalstvo, ampak tudi na mala srednja podjetja, da bo posameznik v bistvu razpolagal z osnovnimi finančnimi znanji za upravljanje svojih osebnih družinskih financ, da bo lahko razpršil naložbe. Kar se nam pa zdi zelo ključno, zelo pomemben preboj pa je ta, da je potrebno že od osnovne šole naprej te kampanje izobraževanja peljati, tako da smo nekako uspeli v program vnesti zavezo, da bo v osnovnošolske in srednješolske programe vključeno to področje, torej finančno pismenovanje, bodisi kot samostojni, bodisi kot del predmeta, s tem, da je predvideno najmanj 35 ur letno za te vsebine v osnovni in srednji šoli. Torej, kurikulum se bo spremenil, vsaj v delu, in to velja in za osnovne in za srednje šole. To se nam zdi zelo pomembno, ker ta program naš zadeva v bistvu od osnovne šole do največje starosti naprej, tako da želimo res vse nasloviti. Menite, kako pomembno je, da prej si omenila tole, da je že male treba ljudi navajati na neko finančno disciplino, na investiranje. Koliko je pomemben recimo za en tak ukrep, ki se bo zdaj očitno res v dejanju, da damo res to poudarek že v osnovni šoli? Jaz mislim, da je ključen. Dejansko, ker več znanja, več zaupanja in tudi ključen zaradi tega, ker zdaj konkretno lahko po pravici povemo, da je samo pri gospodinstvu bil en stavek v vzajemnih skladih. Z tega ne more biti veliko. Pri gospodinstvu, v kakšnem kontekstu? V 6. razredu. Obrestno-obrestni račun. Nekaj zelo majčkega. Tako da
z tega, da si otrok ustvari eno sliko, je čisto jasno, da si jo bo iz igričarskega sveta, kjer on dnevno trguje. Fortnite, bo tam točno to, ja. In nikakor pa ne, ker tudi ne spremlja, kaj se v trgovini dogaja, ker je vse pač preko kartic. Ne. Tako da je ključno, da vnaprej in da v bistvu tudi ugotovi, da pač to ni, da sam pride, ne, ko mami pa ati pomagata. Ne. In je v bistvu zato je res pomembno, da je to dolgoročno, pa ta vzgoja. Ne. In meni se zdi to ključno, najpomembnejše. Zato tudi naša družba je že v COVID-u začela z webinarji na to temo, ki so v bistvu brezplačno dostopni, samo pač daš e-mail, zato da pač lahko sledimo, kdo sploh to pogleda. In na ta način v bistvu spoznaš, kako drugi to delajo, konkretne primere, zakaj je to smiselno, neko drugo perspektivo dobiš. Jaz mislim, da je treba nek v bistvu ta mindset majčkeno spremeniti, da gre bolj na dolgi rok, ker velikokrat se ljudje za nekaj ne odločijo, ker mislijo, vse takrat me ne bo več, oziroma je brez veze, ampak ni tako. Ni tako, ker je dejansko ti daje neko finančno svobodo in vidimo, da predvsem te mlajše generacije, pa to je to, kar se one želijo. Sam zato je treba tudi nekaj narediti in zato se moraš od majčkega, praktično že od 6. leta naprej, skozi izobraževati, skozi v bistvu nadgrajevati to znanje, zato je mogoče takrat najlažje, ne? Čeprav se to grozno sliši, ampak je najlažje, da se ustrezni temelji postavijo, ne? Ker ti že v družini to dobiš in mi moramo delati dejansko pri otrocih, na družinah in potem še dejansko razširjati to znanje. Kako pravi angleški pregovor, you can't teach old dog new tricks, ne? Torej, starejši, ki si težje se još kaj navadil. Zdaj si omenila že kar nekaj takih aktivnosti, ki jih General Investments izvaja v smeri finančnega opismenjevanja. Lahko še enkrat čist mal povzetek, ne, recimo razni tele dokumenti, spletne vsebine, webinari, kaj še počnete? Mi smo že prej dejansko veliko hodili tudi po terenu in smo v bistvu organizirali tako imenovane recimo roadshove, prav po Sloveniji v mestih, potem pa COVID prišel, smo pa dejansko se preusmerili, smo kot prva družba za upravljanje začeli delati res kvalitetne webinarje, ki so vsakmu brezplačno dostopni. Zelo odlične imamo tudi v bistvu te novice, no, ki so v bistvu na 2-krat na teden, to dejansko jaz redno berem, ki jih lahko na socialnih omrežjih dobiš oziroma v mobilni aplikaciji. Tam naši upravitelji napišejo, kaj oni mislijo, kaj se bo zgodilo in če samo to spremljaš, imaš v bistvu zelo dober občutek. Za posamezne trge, kaj je to Azija, Amerika, Evropa. To. Da, okay. Dejansko imamo tudi odlično v bistvu spletno stran, kjer je veliko orodij, ki lahko vlagateljem pomagajo. In mi smo se recimo, ko je prišel ta ESG trend, zelo tudi lotili, kako bi to predstavili in se je izkazali kot takrat na začetku, to je bilo že 4-5 let nazaj, kot kako to sploh razložiti, kjero besedo uporabiti, ker ljudje sploh niso razumeli, ne? In je to res traja in je tek na dolge proge. Drugače pa veliko sodelujemo pa tudi z, bom rekla, tako šolami, z združenji, pač na karkoli nas povabijo, če le pač gremo tudi s pogodbenimi partnerji, ker vemo, da v bistvu na ta način, ko ti človeka izobražaš, potem se bo začel zanimati, kaj ti sploh delaš in potem bo pač to bolj razumel, ne? Ker če ljudje dobro razumejo, zakaj je to koristno, ne? Potem bojo to tudi uporabljali, ne? Pač za tisto, kar se bojo pač sami odločili, ne? Ampak ti moraš ugotoviti, zakaj je to koristno. Kaj je v bistvu dodana vrednost. Zdaj sem se spomnil drug teden z eno vašo, tudi en dogodek, mislim, da ne najem čemu. Ja, evo, sem tudi zdraven. Urška, omenila si akcijski načrt, verjetno se ta še ne izvaja, kot sem razumel, bo zdaj še, ali se že izvaja? Se že izvaja, v teku je imenovanje, prvi korak je imenovanje sveta vlade za finančno pismenovanje, vsi ključni resorji bojo noter, predstavniki industrije, regulatorjev. Drugo je, da je v bistvu tik pred imenovanjem uredniški odbor, ki bo sprožil aktivnosti za to srednjo spletno stran. Tako da vmes pa ne spimo, no? Ampak imamo tudi mi pri nas razne aktivnosti, kako zaveščati, kako dati ključne informacije na področju finančnega sistema, no? Tako da tudi na tem delu smo aktivni z objavami, z podcasti, z finančnimi petki. To sem tudi videl, imate podcast. Ja. Pa kar smo se lotili, no, pri nas je velike regulative, ki ureja tako finančne institucije, kot tudi varstvo vlagateljev in to se nenehno spreminja in želimo na čim bolj poljuden način vsakič predstaviti prebivalstvu, zakaj za njih so spremembe dobre. Omenila si veliko regulative, ne, pa tudi prebočen ta ECG, kako ste zdaj 5 let učili, ampak zdaj, kako te razumem, vse konkretno na ECG bomo šli za deregulacijo
bomo šli tudi druge v deregulacijo, bomo sledili tej Ameriki, ker vem, recimo na področju umetne inteligence so zdaj že ustavili sprejemanje določenih aktov, so mogoče dojeli, da ni preveč pa prehitro regulirati vsega. Zdaj na ravni Evropske unije, v okviru te kapitalske unije, je kar velika aktivnosti, regulative je velika, ampak nekako je zdaj prišlo do spoznanja, da je potrebno določene administrativne poenostavitve tudi za finančne institucije v smislu poročanja. Seveda ne bodo razrahljane določbe glede varstva potrošnikov, ampak regulativa bo tudi zaradi situacije, v kateri smo v določenih meri glede poročanja nekako razrahljana. Tako. Se tudi za to zavzemamo. Omenila si, da na ministrstvu ne spite, še eno strategijo ste pripravili, ki je verjetno ključna za neko dolgoročno rast, razvoj slovenskega kapitalskega trga. Lahko kaj več o tem poveš? Ja, to je bilo pa marca 2023, je bila pa prva strategija za razvoj trga kapitala v Sloveniji na vladi sprejeta. Del te strategije v bistvu temelji na 3 stebrih. Prvi steber je digitalizacija, inovacije. Drugi steber je, kako povečati ponudbo obveznic na trgu. Tretji steber je pa finančno pismenjevanje, s katerega je šla zdaj ta nov program finančnega izobraževanja. Mi tudi to strategijo res zelo aktivno izvajamo. Omenila sem že ta nacionalni program finančnega izobraževanja. En del je bila izdaja ljudskih obveznic, potem je, to, ko je bilo omenjeno, zakon o teh individualnih naložbenih računih. Na področju digitalizacije pa podpore malim in srednjim podjetjem imamo v teku projekt ustanovitve posebne platforme, ki bi temeljila na DLT tehnologiji za male in srednja podjetja. Trenutno je v fazi, da je bil pripravljen akcijski načrt, pa pravna analiza, tudi na tem področju. Kar se tiče obveznic, smo predlagali in so bile sprejete spremembe zakona o financiranju občin, kar pomeni, da bo lahko tudi občine izdale obveznice, to zdaj niso smele. Tako da je kar pa del te obveznice, torej digitalna obveznica se tudi že izdala, oziroma obveznica na del te. Ja, tako, to pa naša zakladnica zelo inovativna na tem področju, jih moramo pohvaliti. To so te ključne zadeve. Končni cilj te strategije je pa doseči status EMS, torej status razvijajočega se trga. Zdaj, če tako pogledamo emerging market, ključne ovire, zakaj še nismo tam, so, da v bistvu ni zadostne likvidnosti, velikost trga, pa tržna kapitalizacija. Tako da je ustanovljena delovna skupina, ki je pripravila tudi akcijski načrt za približevanje temu mejniku. Smo pa ravno v zadnjem obdobju nekako prišli do spoznanja, da bi bil za Slovenijo možen nek vmesni status, Advanced Frontier Market, to nas je MSCI, te indeks providerji so nas ocenili Slovenijo kot tako, ki bi lahko, ker je na določenih področjih zelo napredna, dosegla že ta vmesni status, kar je pa zelo v redu za kapitalski trg, za finančne institucije. No, to je bilo moje naslednje vprašanje. Recimo, če enkrat dobimo ta status, torej ta emerging markets ali pa tale vmesni, kaj je to, kaj so plusi za slovenska podjetja, verjetno slovenske banke, za trg kapitala v Sloveniji? Ja, ta status po nekih v bistvu v prvi fazi prepozna, da imamo regulatorno okolje, ki sledi pravilom Evropske unije in je stimulativno. Tak status, ki nekako upgrade Slovenijo na področju kapitalskih trgov, naredi bolj privlačno za tuje vlagatelje, tako da se računa, da ima lahko posledice na večjih področjih, tudi pogoji zadolževanja. To bo potem podobno bonitetni oceni. Bonitetni oceni, Podobno so vse vzporednice. Ja, več je prednosti. Okay, mislim, kaj bo pa tle zdaj naslednji korak čist konkreten, prej smo se pogovarjali o tisti strategiji opismenovanja, zdaj ta konkretni koraki, ki bodo sledili temu akcijskemu načrtu, zdaj se bo verjetno začel na polno izvajati. Se pravi, 3 stebri so. Znotraj teh 3 stebrov. Znotraj teh stebrov finančno pismenovanje projekt je stekel. Na področju obveznic smo naredili, se pravi, za ljudske obveznice, druga, občinam smo omogočili zadolževanje. Na temo digitalizacije smo imeli to digitalno platformo. Imamo pa tudi fintech projekt za finančne institucije, ki je nastal v sodelovanju z EBRD in se pripravlja akcijski načrt, kako tudi čim bolj digitalizacijo enostavno, kar je že upeljano, v finančne institucije upeljati. Tako da vse to skupaj pa lahko vodi k
aktivnostim okrepitvi trga Torej, bo ta kapitala. strategija se že napolno realizira, ker jaz včasih je tak negativen prizvok strategija. Strategija je papir, Že ne vem, koliko strategija Slovenija, digitalizacija 2025, 2030, 2040, se mi zdi, da se potem to skozi meni, ampak tle so potem že konkretni. Mi imamo tudi zavezo po strategiji, da letno poročamo vladi o napredku, tako da je kar nekaj konkretnih aktivnosti. No. Imamo za posamezna področja delovne skupine, ki so pripravljali akcijske načrte, tako da nekaj teh praktičnih pa je že tukaj sem omenila tekom. Melita, za slovenski trg pravijo, ali pa se govori, da je nelikviden, da razvoj ne dohaja potreb gospodarstva, da je nerazvit. Verjamem, da lahko taka strategija, sploh ko bo uresničena, to spremeni. To je cilj. V bistvu, jaz mislim, da z določenimi regijskimi povezovanji, tudi s pritegnitev, bom rekla, še kakšnih dodatnih podjetij, v bistvu z vsemi temi ukrepi nedvomno in predvsem za tem, da privabimo tuj kapital. Tako da, če ne bi v to verjeli, da je možno, pač se ne bi v bistvu tako trudili v tej smeri. Jaz mislim, da je ključno. Je pa samo vprašanje časa in kako še v bistvu digitalizacijo tukaj zraven dodati. Tako da absolutno. Torej, digitalizacija, se strinjamo tukaj vsi, da je sigurno eden ključni vidik. Jaz sem prepričana, da ima naš kapitalski trg, slovenski kapitalski trg, velik potencial za to, da je nekako ključen gradnik za odpornost gospodarstva in mi vsi moramo dati priložnost, da to dosežemo. No, in kako pa finančna industrija recimo sodeluje lahko pri taki strategiji? Mi smo dejansko tudi takrat jo prejeli, smo tudi podali določene pripombe, se nam je zdel zelo pač v redu in dober strateški dokument. Moram pa priznati, da pa vedno vidimo pa še kakšne dodatne izzive, ki bi bili pač možni. En ključnih je to že, kot tudi danes naslavljamo, da pač dejansko bi bilo prav, da država spodbuja tudi z davčnega vidika to dolgoročno varčevanje ljudi na način, da jih pritegne. To je to, kar se dela. In to je tudi najtežje. In tukaj v bistvu so mogoče neki segmenti, kjer pač se skozi trudimo, kako jim to približati, da bi pač ljudje to začutili in da se tudi za to odločili, ampak kot smo že ugotovili, gremo po tej poti in pač verjamemo, da se bo tudi to v prihodnje zgodilo. Ali ne sploh, ker pač vidimo, da nekatere tuje države okoli mogoče to malo bolj bogato naslavljajo, mi pač malo težje, pa rabimo mogoče malo bolj premišljene korake. Super, mislim, da smo obdelali te naše ključne teme. Mogoče, mislim, da so kar veliko nekih tem smo naslovili, tudi veliko nekih informacij. Mogoče Urška čist na svet za gledalce, poslušalce, kam je po informacije, kam je že zdaj, pa nekje je bilo pa verov, recimo tem informacij napovedanih, da bodo šele vzpostavljeni. Zdaj, z vidika Ministrstva za finance imamo to našo spletno stran, na kateri redno obveščamo oziroma objavljamo najbolj pomembne novice glede obveznic, glede regulative. Imamo vsak petek tudi finančne petke, kjer obdelamo take aktualne življenjske vsebine, od tega, kaj je delnica, individualni računi, obveznice. Na YouTube imamo tudi podcast in seveda na vseh teh družbenih omrežjih, ki so tudi na naši spletni strani, so zelo aktualne vsebine. Prej sem že omenila, da želimo čim bolj poljudno predstaviti, kaj delamo, tudi zakaj je pomemben proračun, davki, kako so regulirane finančne inštitucije. Je pa tudi nasvet, da imajo tudi naši regulatorji, Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor in Agencija za trg vrednostnih papirjev veliko dela na to temo. En primer, Agencija za trg vrednostnih papirjev je vzpostavila enotno vstopno točko, kjer lahko vlagatelji dobijo vse ključne informacije za vstop na trg. Tako da veliko je. Sem pa že kar razpršena. Računamo na srednjo spletno stran, da bo vse zbrano in dani linki in ključne informacije. Ok, pa General Investments ima tudi, smo vse slišali, kaj vse, ampak najlažje prideti na spletno stran ali pa spremljati socialna omrežja. Nedvomno sam, jaz mislim, da najbolj pomembno je, da začneš, pa da se konkretno pozanimaš. Tako da vedno lahko tudi pokličeš pač finančnega svetovalca in se z prve roke pozanimaš, ker povprečju so vlagatelji, ko so enkrat z nami 20 let. To pač tudi nekaj pove in mislim, da je ključno, da tudi lahko govoriš s človekom, ki ti pač lahko razloži. Tako da je pa sigurno ogromno teh orodij, kjer se lahko pač pozanimaš, tako kot sem že rekla, pač webinarji brezplačni, potem so v bistvu novice in vse to, tako da v bistvu neko osnovno voljo moraš imeti, da začneš, kar je najtežje, ali pa zlaufa.
Vredo, mogoče še ena zaključna misel vsake, recimo, kaj je bila rdeča nit današnjega pogovora, kako spraviti sredstva ven iz depozitov, novosti, ki prihajajo, malo smo psihologijo omenili. Urška, ne, jaz bi samo to, da sem res zadovoljna, da prav na tem projektu oživitve trga kapitala gremo skupaj z regulatorjem in industrijo v isto smer. Vsi smo prepoznali, da so projekti pravi, tako da mi bomo res intenzivno v dialogu z vsemi nadaljevali naprej. Jaz mislim, da je ključna prednost kapitalskega trga je, tako kot sem na začetku rekla, da ne glede na nihanja dolgoročno raste. In če uspemo to predstaviti vsem vlagateljem, se pravi, da vidijo, da prepoznajo te koristi, potem bojo sami to zgodbo nadaljevali. In to je ključno, da v bistvu to kulturo dvignemo pač na višji nivo in pač je treba recimo delati res na dolgi rok, izobraževati in to, kar delamo danes, je točno to. To je v bistvu izobraževanje. In kdor je vztrajen, rezultati pridajo. Točno tako. Redu, super, hvala vam za zelo prijetno debato. Upam, da vam bom lahko še kdaj gostil tukaj. Počakajmo, da se še kakšen cikel oddela, pa recimo, da se začne akcijski načrt konkretno udejanjati, pa mislim, da bomo imeli še kar nekaj tem. Hvala. S tem smo zaključili 3. epizodo podcasta Naložbeni navdih, ki smo ga pripravili v sodelovanju z General Investments. Kmalu se oglasimo s 4. epizodo. Lep pozdrav.